Pozdravljeni. V prihajajoči sezoni 2024 bomo lahko videli bolide, ki bodo imeli iz tehničnega vidika izjemno visoko vrednost. Namreč vztrajali bodo lahko na progah kar 2 sezoni. Verjetno je marsikdo izmed vas malce čudno pogledal po mojem uvodnem stavku. Res, sezone 2023 ni še konec. Razmišljam že o sezoni 2024 in vplivu na sezono 2025, ki je v mislih mnogih navdušencev že presneto daleč. A pravzaprav, če razmislimo v svetu Formule 1, na začetku vsake sezone mrzlično spremljamo tiste predstavitve, kjer se vsi veselimo novih bolidov. In pravzaprav je treba priznati, da marsikdaj se zgodi, da ekipe, tudi če nam pokažejo nekaj vsaj delno starega, se potrudijo vsaj toliko, da dobesedno zamenjajo ime in verjetno tako večino navdušencev, predvsem tistih malce bolj površnih, dobesedno preslisičijo. A po drugi strani se moramo zavedati, da v sezoni 2026 stopi v veljavo nov tehnični pravilnik, kar pomeni ne samo na področju pogonskih sklopov popolnoma nove bolide. In tu stopi sedaj na plan tista omejitev proračuna, namreč v sezoni 2025 bodo morali pri vseh ekipah Formule 1 zgraditi bolide in jih sprojektirati dobesedno iz nič. Zato je nekako razumljivo, da bodo na začetku sezone se opirali na vse tisto, kar so se naučili v prejšnjem letu, torej sezoni 2024, sezoni, ki prihaja. Enostavno ne bodo imeli dovolj resursov, da bi lahko iz nič načrtovali letošnji bolid, sezona 2025, in hkrati začeli s projektom onega, ki bo luč sveta pogledal v naslednji sezoni 2026. Enostavno omejitev proračuna tega ne dovoljuje. Verjamem, marsikomu izmed vas gre omejitev proračuna presneto na živce. Namreč ekipe, ki imajo možnost, denarja enostavno ne smejo zapraviti. Ampak razmišljajmo sedaj iz tistega zornega kota, ki ga imajo šibkejše, revnejše ekipe, kot na primer Williams ali Haas. Oni nimajo tega privilegija, te sladke težave, da ne morejo zapraviti vsega denarja, ki ga imajo na voljo. Oni že tako ali drugače svoj proračun komaj da napolnijo s tistim, kar je omejitev. In zaradi tega, zaradi nekake enakosti, vsaj sam smatram, da je prav, da to pravilo ostane. A konec koncev bi vas rad spomnil, da pravzaprav v sezoni 2020 in 2021 smo v bistvu spremljali skorajda ene in iste bolide. Zaradi tega, ker v sezoni 2022 je luč sveta ugledala nova generacija bolidov, ki jo gledamo sedaj, in zaradi COVID-19 so se pri Formuli 1 nekako domislili, da bi razvoj samih šasi dobesedno zamrznili. Določene popravke so dovolili pri vseh ekipah, predvsem zaradi McLarena. Kot vam je znano, takrat so zamenjali dobavitelja pogonskih sklopov iz Renaulta in takrat bolida MCL 35 so prešli k Mercedesu in seveda bolid se je takrat imenoval MCL 35M kot Mercedes. In že ta enakost, podobnost v imenu nam daje vedeti, da v resnici je šlo za eno in isto šasijo in bolid,
ki je imel dve različni izpeljanki, ista zgodba, Red Bull RB16B. Seveda niso pri vseh ekipah imeli podobne metodologije. Poglejmo samo, kaj se je dogajalo pri skuderiji Ferrari. Dobro znani Ferrari SF1000, ki se ga vsi spomnimo po tisti posebni barvni shemi in ne preveč po rezultatih. Naslednjo sezono smo spremljali Ferrari SF21, ki je na las podoben svojemu predhodniku, samo z manjšimi popravki. In zopet, da smo natančni, SF21, brez pomišljaja. A konec koncev se moramo zavedati, da takrat je bila to neke vrste nuja zaradi COVID-19, zaradi tiste kaotične sezone 2020, sedaj takih razmer ne bo. A kljub vsemu, na začetku sezone 2024 si ekipe ne bodo smele privoščiti nobenih napak. Nekaterim bo lažje, naprimer Red Bullu in tudi že prej citiranem McLarenu, kjer lahko vidimo, da njihova razvojna pot je začrtana v pravo smer. A po drugi strani imamo naprimer Mercedes, imamo Ferrari, kjer bodo v sezoni 2024 predstavili drugačen koncept bolida, vsaj tako obljubljajo. In tu se zopet pojavlja vprašanje, kaj bo, če bodo napravili napako. Zaradi spremembe v sezoni 2026 se bo lahko zgodilo, da bodo praktično primorani v navednicah trpeti dve sezoni in ne samo eno, če bodo kaj zgrešili. Naprimer v sezoni 2022 in 2023 dobro vemo, da so zgrešili precej. In tu se pojavlja še naslednje vprašanje, ki je po mojem mnenju tudi zanimivo. Kaj pa z ekipo Andretti? Vzemimo v zakup, da jim bo uspelo priti v svet Formule 1 kot 11. ekipa na štartnem razporedu. Bodo vstopili v sezoni 2025 ali v sezoni 2026. Seveda, to problematiko sem že malce omenil. In pravzaprav FIA jim je dala dovoljenje, da lahko vstopijo v sezoni 2025. A bolj pametno, bolj racionalno je, vsaj po mojem videnju, če bi si vzeli še leto dni časa. Konec koncev, tudi Honda, ko je prišla v Formulo 1 kot dobavitelj turbohibridnih pogonskih sklopov, takrat pri McLarenu, si je vzela leto dni več, če se spomnite, vstopili so v sezoni 2015 in ne 2014. In sedaj se tu lahko začnemo spraševati, predvsem pri Mercedesu in pri Ferrariju, kako drzni si lahko upajo biti. Namreč sezona 2024 je pred vrati. Ekipe že mrzlično razvijajo nove bolide in videli smo, da napak si ne pri enem, ne pri drugem ne smejo privoščiti. Naprimer pri McLarenu, ki je imel porazen začetek sezone, lahko vidimo, da z razvojem so nekako se usmerili v pravo pot. In to pomeni, da pri snovanju novega bolida ne bodo imeli večjih težav, kajti vedo točno, kaj morajo narediti. Pri Ferrariju in pri Mercedesu te gotovosti ni. Verjamem, da točno vedo, kaj gre narobe, ampak nimajo tistega odgovora, kaj morajo popraviti, da bi zadeve šle prav. Zato v zadnjih 5 velikih nagradah, vsaj po mojem osebnem videnju, je ključnega pomena še zmeraj razvijati in dodajati dele, da bi se te odgovore dobilo. Drugače, na začetku sezone praktično nihče ne bo vedel, ali so naredili prav ali ne. In seveda, če moja teorija drži, ukolikor bi prišlo do večjih napak, kot smo jih videli v sezoni 2023, to ne pomeni eno leto trpljenja,
temveč 2. Kolikor bi se iskalo pa kakšne kompromise, da bi se zmanjšalo razsurje za projekt 2026, bi se čakanje, trpljenje lahko podaljšalo še za sezono ali 2. A seveda, kot sem že omenil, sezona 2023 se še ni končala. In še kar nekaj mesecev nas loti do začetka sezone 2024 in že prej omenjenih predstavitev, upajmo, novih bolidov. Tako da za danes seveda ne moremo dobiti nekih jasnih odgovorov, kaj nas čaka v preteklosti. V prihodnosti bomo pa videli, ali imam prav ali ne. Do takrat pa hvala za vašo pozornost in nasvidenje.